Prehajamo na točko številka 2, to je vprašanja in pobude. Na zastavljena vprašanja svetniške skupine LSU, magistra Šimsa Mujanoviča bo odgovorila Bogomira Škvarča Jesenšek. Na vprašanje LMŠ Igorja Žavbja bo odgovorila Barbara Strajnar, na vprašanje samostojne svetnice Desus pa bo odgovorila gospa Katarina Vegel. Magister Šimsa Mujanovič, izvolite prvo vprašanje. Spoštovani navzoči, prijazen pozdrav z moje strani v želji, da današnje delo poteka uspešno, tekoče in začenjam z vprašanjem v imenu svetniške skupine LSU. Torej, Velika planina, naš kamniški ponos, se je v letošnjem letu redno pojavljala v medijih in tudi na sejah občinskega sveta. Ker ne želimo, da se nam ponovijo zgodbe iz preteklih mandatov, ko se je situacija na območju Velike planine ali v podjetju Velika planina d.o.o. reševalo s kriznimi potezami, bomo v Listi Sandija Uršiča redno nastavljali ogledalo vodstvu družbe, lastniku družbe in nenazadnje sami sebi za zadeve, katere sprejemamo na sejah občinskega sveta. Na 11. seji občinskega sveta občine Kamnik dne 17. junija 2020 smo obravnavali in sprejeli 3 pomembne dokumente, kateri bodo ob ustreznem nadzoru in osveščanju vseh deležnikov zagotovo pripomogli k temu, da bo Velika planina kamniški ponos tudi za naše potomce. Obravnavali in sprejeli smo spremembe odloka o javnem redu na območju Velike planine, predvsem zaradi ureditev členov povezanih s parkiranjem. Opozorili smo, da v veljavnem odloku opredeljenih cela vrsta omejitev dostopa do Velike planine, pa so kršitve številne in se le redko sankcionirajo. V skladu z odlokom nadzor nad izvrševanjem določb 11.a člena tega odloka izvaja občinsko redarstvo, nad ostalimi določbami pa občinska inšpekcija v skladu s pooblastili. Menimo, da bi spremembe razmišljanja in obnašanja med deležniki prinesel reden nadzor. V mislih imamo nadzor, ki temelji na opozarjanju, ozaveščanju in ne na sankcioniranju. Kljub temu, da se zavedamo kadrovskih omejitev občinskega redarstva in inšpekcije, bi želeli poročilo o številu nadzorov in ugotovljenih kršitvah na območju Velike planine. Drugič, s pravilnikom o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik smo določili pogoje in postopke za dodeljevanje subvencij za nakup malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic, čistilnih ter hišnih črpališč za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb ter stavb, kjer nastaja odpadna voda na območju občine Kamnik. V 4. členu pravilnika so med upravičence do subvencij za nakup teh malih čistilnih naprav oziroma nepretočnih greznic tudi fizične pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so lastniki ali solastniki planinskih koč oziroma objekta, kjer nastaja odpadna voda in se nahaja na območju, kjer je po državnem in po občinskem predpisu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. Zato nas zanima naslednje. Koliko lastnikov planinskih koč z območja Velike planine, Male planine, Gojške planine, planine Konjščice, Dol in Kisovca je izkoristilo možnost subvencije za te male čistilne naprave? Koliko planinskih koč na prej omenjenih območjih je ustrezno opremljenih? Do kdaj morajo lastniki na svojih objektih odpadno vodo zagotoviti ustrezno, skratka za odvajanje čiščenje v skladu z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode? Nadalje, občinski svet je obravnaval in sprejel odlok o načinu in pogojih za podeljevanje koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe pri upravljanju in vzdrževanju plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine. In kot smo izvedeli iz medijev, je bila koncesija podeljena podjetju oziroma družbi Velika planina d.o.o. Po koncesijski pogodbi so med obveznostmi koncesionarja tudi vodenje evidenc v zvezi z upravljanjem javne službe, ažurno in strokovno vodenje poslovnih knjig, pripravljanje in izvajanje letnega programa dela, ki ga potrdi koncendent, poročanje občinskemu svetu občine Kamnik o izvajanju javne službe, potem omogočanje popolnega in celovitega nadzora nad izvajanjem javne službe s subjektom iz 9. poglavja te pogodbe
pripravljanje poročila o izvajanju javne službe za preteklo leto in ga seveda najkasneje do 15. januarja naslednje leta predložiti koncendentu. Nato voditi evidenco kakršnihkoli opravljenih del in vodenje dnevne evidence za računanje parkirnine. Zanima nas, kakšne so podatki v povezavi s tem. Predlagamo, da občinska uprava pripravi kratko poročilo v prvi sezoni pobiranja parkirnine o zbranih sredstvih, porabi le-teh in tako naprej. Vkolikor je rok za pripravo odgovora prekratek, se pa strinjamo, da to poročilo se izvede tudi na naslednji seji, ampak kot vidimo, je pač odgovor pripravljen. Tako da hvala lepa vnaprej za odgovor. Zdaj, odgovor so pripravili, tako kot je bilo rečeno, Bogomira Skvarča-Jesenšek, inšpektorica, Marjana Kadunc in pa Timotej Štritov. Prebrala pa ga bo gospa Marjana Kadunc. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, se slišimo? Se. Super. Ob uveljavitvi spremembe odloka o javnem redu na območju Velike Planine v letošnjem letu, ko je bil v odlok umeščen 11.a člen, so bila določena nova pravila parkiranja, nadzor pa je bil podeljen občinskemu redarstvu. Le-ta je na območju Velike Planine osveščal in opozarjal obiskovalce na nova pravila parkiranja, in sicer dne 17.7., 18.7., 19.7. in 24.7. letošnjega leta. Glede na to, da je šlo za opozarjanje in osveščanje, občinsko redarstvo ni beležilo število kršitev, saj je šlo za preventivne akcije ob uveljavitvi sprememb odloka. Območje Velike Planine je opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena. Nadzor je podeljen različnim državnim inšpekcijskim službam ter tudi policiji, skladno z določbami Zakona o ohranjanju narave ter tudi drugimi zakoni. Občinska inšpektorica občine Kamnik je na območju Velike Planine pristojna za nadzor nad nezakonitim odlaganjem komunalnih odpadkov ter nad gradnjo enostavnih objektov, torej objektov, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, kot to določa gradbeni zakon. Prijav glede nelegalnega odlaganja komunalnih odpadkov in gradnje enostavnih objektov v letu 2020 na območju Velike Planine ne beležimo, je pa inšpektorica v poletnem času preventivno opravila 3 nadzore, vendar kršitev glede nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov in gradnje enostavnih objektov v času nadzora ni bilo zaznati. V avgustu 2020 pa se je odzvala tudi na prijavo glede novogradnje, hrupa ter odlaganje izkopnega materiala na območju Velike Planine, ob katerem je bilo ugotovljeno, da je bilo za novogradnjo koče izdano gradbeno dovoljenje, izkopni material pa je bil odstranjen oziroma vrnjen, kjer je bil tudi izkopan. Skladno z gradbenim zakonom je za nadzor nad gradnjo, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, glede hrupa in drugih posegov v naravo pa je glede na to, da gre za naravno vrednoto državnega pomena, skladno z Zakonom o ohranjanju narave, nadzor v pristojnosti Inšpekcije za okolje in naravo, glede odlaganja gradbenih odpadkov pa je nadzor v pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, zato je občinska inšpektorica zgoraj navedene pristojne inšpekcije ter tudi policijo obvestila o posegih na Veliki Planini. To je glede prvega vprašanja. Do sedaj so vlogo za subvencioniranje nakupa male čistilne naprave vložili 3 lastniki objektov na širšem območju Velike Planine, in sicer v letu 2013 eden, v 2018 drugi in pa letošnjem letu tretja vloga. Podatkov o številu koč, ki so ustrezno komunalno opremljene, nimamo. Izjemoma so pač te prejemniki subvencij, saj so vrsto let lastniki oziroma najemniki objektov sami skrbeli za odvoz grezničnih gošč ter muljev iz malih čistilnih naprav. Skupaj s koncesionarjem smo že pričeli z vzpostavljanjem evidence o številu koč na širšem območju Velike Planine, v letu 2021 pa bomo pristopili k vzpostavitvi evidence opremljenosti koč tudi glede načina odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ter pričeli s sistemskimi in dolgoročnimi rešitvami za omenjeno področje.
Pri pripravi podatkov so nam veliko pomoč tudi podatki pridobljeni strani javnega podjetja CČN Domžale Kamnik, ki nam poročajo o količini prepeljanih gošč z območja Velike planine. Območje Velike planine je izven aglomeracije, kjer je občina zavezana zagotoviti javni kanalizacijski sistem. Je pa del doline Kamniške Bistrice in del Velike planine na vodovarstvenem območju, kjer je skrajni rok za ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda določen z državnim predpisom, in to je 31. december 2021. Uredba med drugim določa, da mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov pred 14. decembrom 2002, oziroma je bil objekt v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu z navedeno uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. Nadalje uredba določa, da mora lastnik takega objekta, iz katerega se komunalna odpadna voda odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja, oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021. Uredba določa več različnih vrst odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju izven aglomeracij, vendar je potrebno glede na nadmorsko višino, možnost priklopa na elektriko, količino odpadne vode, pogostnost koriščenja objekta ter ostalih dejavnikov presoditi, kakšen način odvajanja in čiščenja je najprimernejši za posamezni objekt. Zdaj pa še glede na tretje vprašanje. Za izvajanje izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine je bilo na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije izbrano podjetje Velika planina d.o.o. Kot določa sklenjena koncesijska pogodba, se storitve javne službe izvajajo od 1.7. do 31.8. vsak dan v tednu, od 1.4. do 30.6. in od 1.9. do 31.10. ob vikendih in dela prostih dnevih. Po predhodnem dogovoru s koncedentom, se pravi občino Kamnik, se parkirnina lahko zaračunava tudi izven navedenih časovnih okvirjev. Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo je koncesionar parkirnino začel pobirati 17.7.2020. Do sedaj je bilo iz naslova dnevnega zaračunavanja parkirnine zbranih 77.295,02 evrov brez davka, vključno s plačili prek SMS-ov, iz naslova prodanih letnih kart za osebna vozila pa še 2.553,28 evrov brez davka, letnih kart za druge kategorije, to je motorno kolo, kombi ali avtobus ali minibus, v letu 2020 ni bilo prodanih. Skladno s 36. členom koncesijske pogodbe je župan občine Kamnik imenoval strokovno komisijo, ki je med drugim zadolžena, da s koncesionarjem usklajuje aktivnosti povezane z izvajanjem javne službe ter porabo sredstev iz naslova zbrane parkirnine. Skladno s podano prijavo na javni razpis se je koncesionar zavezal, da bo 30% zbrane parkirnine namenil vlaganju v razvoj območja Velike planine, kot ga opredeljuje odlok, ki ureja javni red na Veliki planini. Namenska sredstva bodo torej porabljena skladno s predhodno odobritvijo komisije, ki se zavzema za porabo teh sredstev za namen ureditve oziroma asfaltiranja dostopne ceste od Kranjskega Ratka proti Veliki planini. Sklenjena koncesijska pogodba koncesionarja med drugim zavezuje k poročanju občinskemu svetu o izvajanju javne službe. Skladno z zastavljenim vprašanjem tako predlagamo, da se koncesionarja pozove, da za obravnavo na naslednji seji občinskega sveta pripravi poročilo o izvajanju javne službe, ki bo vključevalo vse izvedene in načrtovane finančne in druge aktivnosti v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem javnih parkirišč na območju Velike planine. Hvala. Magister Šim Samojanovič, želite dopolnilo odgovora?
Ja, hvala lepa za besedo še enkrat. Skratka, hvala za odgovor, kar se tiče nadzora in kar se tiče parkirnin. Imel bi pa še eno dodatno vprašanje v povezavi z malimi čistilnimi napravami. Skratka, iz poročila oziroma iz odgovora je jasno razvidno, da je v zadnjih 7 letih to priložnost za subvencioniranje so izkoristili samo 3 lastniki koč, torej po eden iz letu 13, eden 18, eden 20, skratka zelo slab odziv, kar se tega tiče, in me zanima, kaj lahko še naredimo na tem področju, oziroma ali so možne še kakršnekoli akcije, ukrepi z naše strani, da se to področje hitreje uredi, kot veste, oziroma kot so predvidevanja, da naj bi kvaliteta vode padala tudi zaradi neurejenega področja na širšem področju Velike Planine. In skratka, da se ne bomo ubadali z kvaliteto vode, zaradi tega v prihodnje me zanima, ali lahko občina Kamnik oziroma katerikoli družba Velika Planina, kdorkoli naredi še kaj, da se ta zadeva pospeši do tega skrajnega roka leta 21. decembra. Ne. Hvala. Hvala. Zdaj, občina kar ogromno aktivnosti na tem področju pelje in tukaj je tudi odgovor napisano, da bo leto 21 se naredila evidenca vseh teh, kakšne so gor dejansko, kakšne imajo posamezne koče, kako je to področje urejeno. Je pa dejstvo, da je v skladu z odlokom, ki je zdaj sprejet, je edin pri novogradnjah, pri rekonstrukcijah, ko pridobivaš gradbeno dovoljenje, moraš namestiti te, kar je zahtevano, torej nepretočno greznico ali pa čistilno napravo. Za tiste, ki imajo pa, se pravi, na objekte gor, pa ni nekega pravila. Ampak kljub vsemu, Marjana, če me dopolnite, občina bo pač v tem letu naredila vse, da bomo vzpostavili evidenco, ki jo do zdaj še ni bilo, da bomo to čisto pitno vodo obvarovali. Marjana, bi me lahko še dopolnila? Ja, hvala za besedo. Ja, res je tudi odziv, mislim tudi, mi smo videli, da je odziv dejansko zelo slab na območju Velike Planine. Res je, da smo letos šele julija, ker je bil prej pač sprejet pravilnik v mesecu juniju, v juliju dali ven razpis in dejansko od julija do oktobra, ko je bil čas za prijavo na razpis, se marsikdo ni odločil, ker je to dejansko prekratek rok, da dobil vso dokumentacijo zahtevano. Tako da, kakor imam jaz tudi odziv s strani lastnikov, sem imela kar nekaj telefonskih klicev, se mi zdi, da bo nekje v 2 letih ta odstotek, se mi zdi, da bo kar precej večji. Kar se tiče z naše strani, lahko povem, da vsakemu vlagatelju pomagamo od izpolnitve vloge do pridobitev vodnega soglasja. Skratka, probamo strokovno pomagati, kakor je v naših možnostih. To je ena stvar, kot druga, se pravi, glede evidence je bila težava, ker moramo vedeti, da gor, predvsem, če se omejim samo recimo na Planšarsko naselje, je tukaj težko zaradi samega lastništva koča. Tukaj je veliko teh sprememb, samih objektov je na širšem območju Velike Planine okrog 400 in že to, da smo evidenco nekje lastništva vzpostavili, smo rabili kar nekaj časa. Recimo, če kliknete na eno od hiš, vidimo, da je tudi po 60-70 lastnikov gor in tukaj imamo kar nekaj težav. Tako da se bomo v naslednjem letu res potrudili, da bomo dobili čim več informacij in pa predvsem suport z naše strani, se pravi, da bomo lastnikom pomagali priti do vseh potrebnih dokumentacij. Je pa tudi še ena druga stvar, kar se moramo zavedati, vodovarstveno območje poteka ravno čez polovico Velike Planine, se pravi, ena koča ima rok do leta 2021, druga, rekla sem, čez ograjo, so pa čisto drugačni roki. Tukaj se pač tudi mi in župan trudimo, da bi čim prej prišli na vrsto z novo uredbo o vodovarstvenih območjih, kjer bi dejansko celo območje Velike Planine razširili oziroma da bi vodovarstveno območje razširili na celo območje planine in pa dejansko vsem lastnikom dali enake pogoje oziroma enake obveznosti, glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Tako da se trudimo na vseh stranih, kakor najdemo ideje, tako pa je.
Hvala, Marjana. Zdaj ima besedo v imenu svetniške skupine LMŠ Kamnik, gospod Igor Žavbi, izvolite. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj bom v vprašanju dal še odgovor mojemu kolegu Šemsu. Odgovor se skriva v naslednjem vprašanju. V zadnjem času so v javnosti pričeli razburjati veliki posegi v naravo na območju doline Kamniške Bistrice. Vedno pogosteje se srečujemo z onesnaženostjo pitne vode v zajetju Ivarje. Na to že dalj časa opozarjajo jamarji, pa tudi uporabniki opazijo vedno pogostejše kloriranje. Množični turizem na območju Velike planine in tudi na območju Krvavca sabo prinaša tudi negativne učinke, ki jih občutimo predvsem prebivalke in prebivalci, ki živimo pod Kamniško-Savinjskimi Alpami. Naša naloga je, da storimo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo tako občanke in občane, kot našo prečudovito naravo, ki nam je dana le v uporabo za kratek čas. Ko se bomo mi poslovili, jo bodo upravljanje dobili naši zanamci in naša odgovornost je, kakšno popotnico jim bomo dali. Ena od oblik zaščite območja Kamniško-Savinjskih Alp je zagotovo tudi regijski park. Pred 15 leti so se že pričeli postopki za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, ki pa so po 7 letih propadli. Projekt je takrat vodilo Ministrstvo za okolje in prostor, vanj pa so bile vključene občine iz območja Kamniško-Savinjskih Alp, Kamnik, Preddvor, Jezersko, Luče in Solčava. Občine, ki danes skupaj z občino Cerklje uspešno sodelujejo v Združenju Kamniško-Savinjskih Alp. Kot rečeno je Ministrstvo za okolje in prostor leta 2012 projekt ustanavljanja regijskega parka ustavilo, ker, citiram, zaradi ne dovolj velikega konsenza lokalnih skupnosti za nadaljevanje ustanavljanja še vedno obstajajo možnosti, vendar le ob sodelovanju in aktivni podpori vseh lokalnih skupnosti. Se pravi, da si občine niso bile enotne, ampak hkrati na spletni strani piše, da še vedno obstaja možnost, da s tem nadaljujemo. In v svetniški skupini LMŠ mislimo, da je to nujno potrebno. Tudi zaradi težav, katere je omenjal Šemso. Ob številnih golosekih, ki so se po končanem denacionalizacijskem postopku pojavili v dolini Kamniške Bistrice, se je ob opozarjanju na to problematiko oblikovala civilna iniciativa za Kamniško Bistrico. Na spletni platformi je civilna iniciativa objavila tudi peticijo, pobudo za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. V svetniški skupini LMŠ se tej pobudi pridružujemo, saj smo mnenja, da bomo le s primerno pravo obliko lahko zavarovali območje Kamniško-Savinjskih Alp pred vedno večjimi gospodarskimi in turističnimi interesi, ki škodujejo naravi. Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je zapisano: temeljni namen ustanovitve regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe je vzpostavitev zavarovanega območja narave, v katerem bodo prebivalci dobili nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa se bodo v njem dobro počutili in ga radi obiskovali. Cilji, ki jih pri svojem delu zasledujejo nosilci projekta, so ohranitev ugodnega stanja redkih in ogroženih vrst in ekosistemov ter zagotavljanje nadaljnjega trajnostnega razvoja območja s povezovanjem in usmerjanjem različnih dejavnosti oziroma aktivnim upravljanjem z območjem. V svetniški skupini Liste Marjana Šarca se, kot rečeno, pridružujemo pobudi civilne iniciative in župana občine Kamnik pozivamo, naj pozove pristojnega ministra ter župane občin Preddvor, Jezersko, Luče in Solčava in morda tudi Cerklje, ki se vključujejo vedno bolj zraven, da pristopijo k nadaljevanju ustanavljanja parka. Hvala. Župan, ne sliši se vas. Se opravičujem. Hvala, Igor. Besedo dajem gospe Barbari Strajnar, ki je pripravila odgovor. Izvolite. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem.
Ideje o ustanovitvi naravnega parka na območju Kamniško-Savinjskih Alp segajo že v obdobje med svetovnima vojnama. Tudi po drugi svetovni vojni je bilo nekaj poskusov ustanovitve parka, zadnji formalni poskus je potekal med leti 2005 in 2010. Država je na pobudo občin Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava v letu 2005 začela s postopkom ustanavljanja regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Občina Kamnik se je vseskozi zavzemala za ustanovitev parka. Aktivnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe so se po končanih javnih predstavitvah po občinah leta 2010 prenehale, čeprav uradno postopek ni bil končan. Razlog za prenehanje aktivnosti je deloma na strani občin, predvsem zaradi bojazni po prevelikih razvojnih omejitvah oziroma prevelikem zavarovanju, ki bi imelo negativne posledice na življenje prebivalcev območja. Država je začasno prenehala s postopkom, poleg tega so se v tem času bistveno spremenile splošne gospodarske razmere v državi glede razpoložljivih namenskih sredstev za delovanje parkov. Občina Kamnik je po zatišju, ki je vladalo od leta 2010, v letu 2012 dala pobudo za oživitev aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Pobudo je predstavila vsem županom občin območja, ki so se z njo sprva strinjali, potem pa zaradi različnih interesov znotraj posameznih občin do njene uresničitve ni prišlo. Zaradi neuspelega poizkusa ustanavljanja regijskega parka smo občine Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava v letu 2016 pristopile k sodelovanju z drugega zornega kota od spodaj navzgor in ustanovile Združenje Kamniško-Savinjske Alpe. Kasneje se je pridružila tudi občina Cerklje, obstaja pa interes za priključitev še nekaterih drugih občin. Razlog za to je vse večja potreba po povezovanju in sodelovanju občin ter skupnem soočanju z izzivi. V okviru združenja že nekaj let deluje skupina za turizem, ki skuša dvigniti prepoznavnost Kamniško-Savinjskih Alp v Sloveniji in svetu. Poleg turizma se obravnavajo in razvijajo tudi druge vsebine, kot je trajnostna mobilnost in še zlasti področje ohranjanja vodnih virov. Območje je izredno bogato s čisto pitno vodo, zato dajemo velik poudarek na ozaveščanju in ohranjanju le-te. Podzemni tokovi vode ne upoštevajo občinskih niti državnih meja, zato je potreben skupen pristop vseh občin, tudi onstran državne meje, za zaščito in preprečevanje onesnaženja voda. Sredstva za izvajanje aktivnosti pridobivamo tudi preko različnih javnih razpisov in evropskih programov. Občine tega območja želimo prispevati k ohranjanju, k ohranitvi in trajnostnemu razvoju Kamniško-Savinjskih Alp, ne glede na to, ali bodo ustanovitve zavarovanega območja prišlo ali ne. V skladu z usmeritvami Ministrstva za okolje in prostor je ustanovitev zavarovanega območja Kamniško-Savinjske Alpe možna izključno ob aktivni podpori in odprtem sodelovanju vseh občin in prebivalcev območja. Občina Kamnik bo z izraženo pobudo seznanila ostale občine tega območja in se še naprej prizadevala za trajnostni razvoj Kamniško-Savinjskih Alp. Hvala lepa. Hvala. Gospod Žavbi, želite dodatno pojasnilo? Prosim. Izvolite besedo. Hvala lepa za odgovor. Gospa Strajnar je govorila o združenju, tudi jaz sem ga v vprašanju omenil, ampak združenje je eno, zavarovano območje pa povsem nekaj drugega. Združenje je namenjeno predvsem temu, da čim več turistov pripeljemo na to območje. Zavarovano park bo pa poskrbel, da bo narava ostala takšna, kot mora biti. Rečeno je bilo, da se strinjate z našo pobudo, da boste obvestili ostale občine. Jaz bi želel še postaviti en rok. Jaz upam, da bo šlo v prvi polovici januarja ta pobuda ostalim občinam ven in da bomo na naslednji seji svetnice in svetniki tudi obveščeni o
rezultatih te pobude strani ostalih občin. Hkrati pa v skladu z 21. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik predlagam, da o tej temi razpravlja tudi občinski svet. Hvala. Zdaj, a bi želeli, Barbara, kaj odgovoriti? Ne, se strinjam, bomo dali pobudo naprej in poizvedeli, kako druge občine, kakšno je stališče ostalih občin in o tem poročali občinskemu svetu. Dobro, hvala. Na vprašanje samostojne svetnice Desus, gospe Mojce Škraba, pa bo odgovorila Katarina Vegel. Gospa Škraba, izvolite besedo. Pozdravljeni. Kot samostojno svetnico Desus me zanima, kaj je občina Kamnik storila oziroma namenila upokojencem in ranljivim skupinam v prejšnjem in sedanjem mandatu in kaj namerava v prihodnje. Zanima nas tudi, kako bo pomagala vsem občanom, ki niso nastanjeni v domu ostarelih in so prepuščeni skrbi svojcem, ki pa tudi ne zmorejo vseh bremen. Še eno vprašanje, kako občina pomaga domu starejših občanov Kamnik v tej krizni situaciji in kako namerava v bodoče. Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Katja Vegel. Izvolite. Ja, lep pozdrav vsem. Verjetno se vsi dobro zavedamo, da smo v času 21. stoletja zapadli ne le v ekonomsko, socialno, zdravstveno, temveč tudi demografsko krizo oziroma krizo staranja prebivalstva, ko se rojeva precej manj otrok, kot se jih je v desetletjih pred letom 1980. Zdi se, da je demografska kriza med nami prisotna precej neslično in na kratek rok ostaja nerešljiva, po drugi strani pa ni le problem, ampak je predvsem tudi izziv in ustvarjalna naloga za razvoj države in občine. Občina Kamnik za reševanje potreb starejših občanov skupaj z zavodom Oreli uspešno vzpostavlja model pomoči starejšim, ki vključuje brezplačno svetovalno pisarno, informacijsko točko s podpornimi moduli ter razvijanjem sistema prostovoljstva in samopomoči. Zavod Oreli je tudi koordinator srečanj o problematiki starejših, na katerih že vrsto let sodelujejo Društvo upokojencev Kamnik, Dom starejših občanov Kamnik, Policijska postaja Kamnik, Center za socialno delo, Društvo diabetikov, Župnijske Karitas, Zavod Pristan, patronažna služba zdravstvenega doma, Rdeči križ Kamnik in pa strokovna služba na oddelku za družbene dejavnosti. Na občini si prizadevamo, da področju socialnega varstva ne zmanjšujemo sredstev ter v okviru zakonskih možnosti poskušamo pomagati občanom, ki so se znašli v stiski. Oblike pomoči, ki jih občina Kamnik zagotavlja zadnja leta starejšim, pa so doplačevanje stroškov domske oskrbe v posebnih socialnih zavodih in domovih za starejše občane, za kar smo letos namenili skoraj 570 tisoč evrov, financiranje stroškov za plačevanje osebnih dohodkov družinskim pomočnikom, ki doma skrbijo za invalidne osebe. Letos smo ta namen namenili cirka 73 tisoč evrov. Zagotavljanje sredstev za delovanje brezplačne pisarne za starejše občane na Tomčičevi ulici 23, kjer različne oblike pomoči nudijo prostovoljci. V tem letu smo namenili 15 tisoč evrov. Zagotavljanje sredstev za delovanje dnevnega centra Štacion, kjer potekajo različne aktivnosti za občane s težavami v duševnem zdravju. Letos smo namenili cirka 40 tisoč evrov. Plačevanje stroškov pomoči na domu, letos smo v ta namen namenili cirka 132 tisoč evrov. Uporabniki za to obliko pomoči zaprosijo na zavodu Pristan, ki na območju občine izvaja to javno službo. Skupaj z vodjo pomoči na domu se določa obseg ur in pa oblike pomoči, ki jo uporabnik potrebuje. Cena storitve je 3,46 evra na uro, mesečno storitev koristi cirka 70 občanov. Pomoč na domu je storitev, ki omogoča starejšim, da čim dalj časa ostanejo v varnem domačem okolju. Za socialno ogrožene občane je storitev pomoči na domu brezplačna. Potem je zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči, za kar smo letos namenili 20 tisoč evrov.
Brezposelni občani oziroma občani z nizkimi dohodki si lahko vsak delovni dan v razdelilnici zagotovijo brezplačen topel obrok. Dnevno razdelilnico obišče okrog 30 občanov. Razdelilnica je odprta ves čas, tudi v času epidemije. Zagotavljanje sredstev za plačevanje sob za brezdomce. Letos smo ta namen namenili cirka 13.000 evrov. Uporabnik se za tovrstno namestitev dogovori na centru za socialno delo in pa pri lastniku, ki sobe oddaja. Občina zagotavlja tudi sredstva za organizacijo pogrebnih storitev za vse občane brez svojcev in pa premoženja. Potem zagotavlja sredstva za brezplačne mamografske in pa klinične preglede za občanke, ki niso vključene v program DORA, se pravi za mlajše od 49 in pa starejše od 69 let. Občina zagotavlja sredstva za osnovno zdravstveno zavarovanje za brezposelne občane oziroma za občane, ki nimajo možnosti zavarovanja iz drugega naslova. Zdravstveno zavarovanje občina plačuje trenutno za več kot 400 občanov. V letu 2021 bomo nadaljevali z vsemi naštetimi projekti v spomladanskem času oziroma takoj, ko bodo razmere to dopuščale, pa bomo pričeli tudi z vseslovensko akcijo Prostofer, ki bo zagotavljal brezplačne prevoze starejših do zdravstvenih ustanov, uradov in podobno. Spričo dejstva, da se velika večina ljudi stara doma v krogu svojcev, ki jih tudi oskrbujejo, bo občina Kamnik skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka, seveda vkolikor bodo zdravstvene razmere to dopuščale, ponovno organizirala tečaj za družinske oskrbovance, kjer svojci, ki doma negujejo svoje bližnje, pridobijo praktične izkušnje s področja fizioterapije, patronaže, znanja o demenci, razumevanja starosti, v pripravi bližnjega na odhod v dom, o izgorelosti oskrbovalca, o umiranju in žalovanju in podobno. Ti tečaji so bili v preteklosti množično obiskani in so predvsem svojcem omogočali, da so svoje bližnje čim dalj časa obdržali v domačem okolju. Dom starejših občanov Kamnik ima kapaciteto nastanitve za 191 stanovalcev in je vseskozi polno zaseden. Trenutna čakalna doba je od 6 do 12 mesecev. Gre za javni zavod, katerega ustanovitelj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in občina razen preko svojega predstavnika v svetu zavoda nima vpliva na njegovo delovanje. Z arhitekturnim birojem je dom opredelil idejni načrt ureditve bivalnega standarda. Okvirna cena projekta znaša približno 3,5 milijona evra. Na Ministrstvu za delo se je vodstvo zavoda pogovorilo o možnostih in pridobilo informacijo, da so predvidena evropska sredstva za izgradnjo domov. Predlog doma starejših je bil strani ministrstva podprt z usmeritvijo, da dom pridobi potrebno projektno dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem, s čimer so se strinjali tudi člani sveta zavoda. Dom starejših občanov Kamnik trenutno izvaja postopke v zvezi z izdelavo geodetskega načrta in parcelacije. Kar se tiče same finančne pomoči domu starejših, je občina nudi s financiranjem javnih del in sicer je občina v tem letu zagotavljala sredstva za 3 zaposlene osebe. Prav tako bo občina zagotavljala sredstva za izvajanje javnih del za 3 osebe in sicer za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 za leto 2021. Sicer pa dom starejših občanov Kamnik in civilna zaščita v teh kriznih časih aktivno sodelujeta in sicer vodstvo doma starejših občanov smo vključili v štab civilne zaščite že pred začetkom prvega vala epidemije. Poteka vsakodnevna komunikacija med štabom civilne zaščite in vodstvom doma starejših. Sodelovanje doma starejših na rednih tedenskih videokonferencah štaba civilne zaščite z zunanjimi organizacijami, ki v občini Kamnik sodelujejo pri zajezitvi epidemije COVID-19, dostava zaščitne opreme in materialno-tehnična sredstva ter druga logistična pomoč v primeru potreb. Štab civilne zaščite je za dom starejših na drugi val COVID-19 zagotovil regulatorje za priklop kisikovih jeklenk, sicer 10 komadov. Z ekipo za logistiko civilne zaščite Kamnik smo organizirali najem in pa dostavo kisikovih jeklenk za priklop COVID bolnikov. Organizacija prostovoljcev, ki so že vključeni pri pomoči občanom preko študentskega kluba Kamnik, da so se povezali in vključili v dnevno pomoč v domu starejših, ogledi in pa koordinacija glede namestitvenih kapacitet za obolele varovance doma starejših za vzpostavitev zunanje rdeče cone, sodelovanje pri pripravi sporazuma med občino Kamnik, zdravstvenim domom, domom starejših in Siriusom za kadrovsko pomoč v domu starejših strani zdravstvenega doma in Siriusa,
dnevna komunikacija glede stanja okuženih med zaposlenimi in stanovalci in pa svetovanje ter strokovna pomoč pri nabavi ustreznih materialno-tehničnih sredstev za razpoloževanje opreme in pa prostorov. Za vse starejše občane brez svojcev in bližnjih je že od meseca marca tega leta na voljo humanitarna linija, kjer lahko zaprosijo za pomoč pri nakupu in dostavi živil in zdravil iz lekarne. Poleg tega lahko zaprosijo za prehranske pakete pri civilni zaščiti. Prav tako je v spomladanskem času pod okriljem Anine zvezdice veliko starejših prejelo na dom prehrambene pakete z daljšim rokom trajanja. Občina Kamnik se bo tako kot do sedaj tudi v prihodnje trudila za izboljšanje kakovosti življenja starejših. Hvala. Hvala. Želite, gospa Mojca Škraba, dodatno pojasnilo? Zaenkrat se zahvaljujem za vso pomoč. Preučili bomo vse vaše podatke in če nam kaj ne bo jasno pa v bodoče. Hvala vam. Dobro, hvala. Jaz se opravičujem, spregledal sem, gospod Igor Žavbi, da ste dal proceduralno. Izvolite besedo. Hvala lepa, nisem hotel po mikrofonu, da ne bi gospe Škraba zmotil. V skladu z 21. členom sem postavil dodatno vprašanje oziroma željo, da se do sredi januarja pozove sosednje občine oziroma občine, ki ne bi bile udeležene v regijski park Kamniško-Savinjske Alpe. Gospa Strajnar je rekla, da bo šla pobuda naprej, ni mi pa odgovorila, ali bo šla do sredi januarja ali ne. Poleg tega sem predlagal, da se opravi razprava na seji občinskega sveta o tem in v skladu z 21. členom, gospod župan, mislim, da morate to povprašati svetnice in svetnike, če se s tem strinjajo. Ok, zdaj dejstvo je, da je gospa Strajnar odgovorila, da bo šla pobuda naprej. Dejstvo je tudi, da ali imamo regijski park, ga nimamo, mi se moramo potruditi, da pitno vodo in da vse skupaj zavarujemo in da delamo na tem zelo pospešeno. V skladu z 21. členom vi predlagate, da se na naslednjo sejo umesti poročilo o ustanavljanju regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Gradivo boste pripravili vi ali kdo ga bo pripravil? Ne, gospod župan. Stvar je v tem, da dejansko imate vse svetniške skupine možnost, da ste predloge točk in tudi kdo bo pripravljalec gradiva v skladu s poslovnikom, pač zdaj mislim, da konec leta se za naslednje let pripravljajo te točke. Tako da želite, da se opravi razprava o čem? Želim, da svetnice in svetniki povejo svoje mnenje, ali se strinjajo s tem, da gre občina Kamnik v ustanavljanje regijskega parka oziroma da stečejo postopki za ustanavljanje regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Razprava, veš, da zdaj ne more biti opravljena, bo pa na naslednji seji. Tako. In tu je predlog, da se o tem glasuje, torej da se na naslednji seji razpravlja o ustanovitvi regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Kdo bo pripravljalec gradiva? Boste vi kot svetniška skupina ali? Jaz pričakujem, da bo občinska uprava, veliko ni treba. To, kar je na spletni strani, to, kar smo mi vprašali, mislim, da je dovolj, da se svetniške skupine lahko zjasnijo na to temo. Zdaj, jaz predlagam 5 minut pauze, da se s strokovnim svetovalcem za področje, gospod Sanjo Kukovič, za področje delovanja občinskega sveta posvetujemo, če se lahko kar sredi svetniškega vprašanja daje na glasovanje oziroma razpravo neke pobude. Tako da čez 5 minut... Proceduralno, gospod župan. Ja. Glejte, 21. člen jasno pravi, če tudi potem ni zadovoljen, lahko pri točki vprašanja in pobude predlaga svetu, da o zadevi razpravlja, o čemer svet odloči z glasovanjem. Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje seje sveta. Dobro. Hvala za tolmačenje. Potem dajem na glasovanje predlog, da se na naslednji seji obravnava točka, kako boste predlagali ime točke.
Najbolj, da se posvetujete z gospod Kukovič, ker tukaj jasno piše, da se razpravlja o vprašanju, ki sem ga postavil jaz. Ja, ok. Dobro, potem 5 minut, 15 čas nadaljujemo, se opravičujem. Hvala. Ura je 15 čas, koliko je bilo rečen, predlagam, da nadaljujemo sejo, zato da lahko nadaljujemo, bomo najprej preverili sklepčnost. Torej, preden nadaljujemo sejo, vas sprašujem, kdo je prisoten na seji. Magister Urban Bergant. Prisoten. Natalija Berlec. Prisotna. Anton Iskra. Prisoten. Alenka Jevšnik. Prisotna. Karmen Kapla. Prisotna. Jože Korošec. Prisoten. Dr. Jernej Markelj. Dr. Jernej Markelj. Ne, sem... Dr. Jernej Markelj ga ni. Nives Matjan. Jaz sem tukaj. Magister Šemso Mujanovič. Prisoten in priseben. Duško Papež. Tukaj. Božo Pilej. Ančka Podbevšek. Ja, prisotna. Bogdan Pogačar. Prisoten. Žan Potočnik. Še vedno prisoten. Robi Prosen. Prisoten. Dr. Janez Rifel. Edis Rujevič. Okay, hvala. Edis Rujevič. Prisoten. Matija Siter Močnik. Ja, prisoten. Cvetka Slapnik. Prisotna. Anton Tone Smolnikar. Prisoten, ampak že prej sem pred pavzo hotel proceduralno v zvezi s tem. Boste dobili. Francis Pruk. Prisoten. Marko Šarc. Prisoten. Mojca Škraba. Prisotna. Ivanka Očakar. Tukaj. Karla Urh. Prisotna. Aleksandar Uršič. Prisoten. Žaklina Zdravkovič. Prisotna. Pač nisem glasoval. Grega Zorman. Prisoten. Igor Žavbi. Prisoten. Od 29 članov nas je prisotnih 27, ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko nadaljujemo z delom in zdaj bi dal besedo kot proceduralno še gospodu Tonetu Smolnikarju. Hvala. Če bomo glasovali o predlogu, da naj na naslednji seji obravnavamo to temo, seveda bom glasoval proti. Z veseljem bo pa na eni od spomladanskih sej govoril o tem projektu, ki smo ga intenzivno 5 let delali, ampak ker sem ga delal župan Tone Smolnikar, je potem bilo treba kar precej nadaljevati, pa se je ta stvar ugasnila. Mislim, da če zdaj v januarju občina spodbudi ponovno k temu projektu te občine, ki so bile omenjene, bi bilo dobro, da bi kakšne pozitivne tudi vsebinske odmeve oziroma odgovore dobili od teh občin in seveda potem videli, kje so ti nastavki, morda so za nič, ker jih se je Tone Smolnikar in Barbara Strajnar delala, ampak mislim, da je lahko najdemo dobro enotnost, ampak vendarle 10 let je že vsebinsko kar precej zastarelega, pa morda kakšne nove projekte do majske seje dobimo. Torej, glasoval bom proti, če bo to potrebno obravnavati na sklepom na januarski seji. Hvala. To je bila verjetno obrazložitev glasu. Pardon, bi se mogel prijaviti. Se opravičujem. Župan, ne slišimo vas. Župan, ne slišimo vas. Gospod Smolnikar je predlagal proceduro, tudi proceduralno. Tako da, ok. Gospod Žavbi je v skladu s poslovnikom predlaga, da se glasuje o tem, da bomo na naslednji seji obravnavali to vprašanje, ki je bilo zdaj, na katerega ni dobil zadovoljivega odgovora. Občinska uprava bo na tem delala in bomo poslali, tako je bilo povedano, tudi da je bila pobuda dana. In ne vem pa, kaj bomo januarja že nazaj dobili, po mojem ne veliko. Ampak kljub vsemu bomo tudi o tem vprašanju še enkrat razpravljali, če boste svetnice in svetniki zdajle to izglasovali torej na naslednji seji in torej na predlog gospoda Žavbija
dajem na glasovanje, da občinski svet na naslednji seji obravnava vprašanje in odgovor, ki je bil dan na tej seji in s katerim odgovorom ni zadovoljen. Zdaj, tukaj bi prosil, preden dam na glasovanje še gospo Stanjo Kukovič, da nam obrazloži, ali je razprava pa obrazložitev glasu pri tem predlogu dovoljena ali ne in če je potrebna. Torej, gospa Kukovič, izvolite besedo, ali je možna razprava o predlogu ali je samo dan predlog, ki se samo glasuje. Ja, pozdravljeni. Zdaj, tukaj bomo v bistvu samo glasovali o tem predlogu, ki ga je gospod Žavbi podal, se pravi, svet se bo tukaj odločal, ali se o tem vprašanju in pobudi, če se bo to uvrstilo na dnevni red naslednje seje občinskega sveta. To je to, takrat bo pa tam razprava, druge razprave pa tukaj ni. Zdaj samo glasujemo o tem. Hvala. Dobro, glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Proti. Anton Iskra. Proti. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Proti. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Da. Šemso Mujanovič. Glasujem za. Duško Papež. Duško Papež. Božo Pilej. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Dan Potočnik. Glasujem za. Robi Prosen. Glasujem za. Janez Rifel. Proti. Krujovič. Za. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Smolnikar. Proti. Francis Kruk. Proti. Marko Šarc. Da. Mojca Škraba. Mojca Škraba. Ivan Kovčakar. Proti. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Glasujem za. Rega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, proti 7. Ugotavljam, da je predlog, da se ta vprašanje obravnava na naslednji seji, potrjen. In s tem zaključujem točko vprašanja in pobude.